Dober večer, dobrodošli v tej jesenski sezoni večerov, goriških večerov, ki so pod okriljem, pod dežnikom Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve. Tudi nocoj vas pozivam, da se včlanite v to združenje, ki nam omogoča, da javno govorimo o vrednotah slovenske osamosvojitve, več kot nas bo, močnejši in glasnejši bomo. Pojasniti moram, da bo v bodoče težko najti ustrezne termine za to dvorano, ker vstopamo v leto Evropske prestolnice kulture in bo veliko dogodkov. Tudi če bomo imeli vnaprej rezervirano dvorano, če bo dogodek, ki se tiče Evropske prestolnice kulture, pač jo bodo odpovedali. Tako da tukaj bodo spremembe. Nocojšnji gost je Igor Omerza, ki bo predstavil svojo knjigo s pomenljivim naslovom Franc Jeza, separatist. To je bila namreč oznaka Udbe. Knjigo priporočam v branje, zato da bi nas čim več vedelo za resnično slovensko zgodovino, saj vsi vemo, da imajo vladajoči zgodovino v zakupu. Z vsemi močmi se trudijo izbrisati pomen osamosvojitve in ves uspeh pripisati istim ljudem, ki so se trudili onemogočiti osamosvojitev s preganjanjem in celo z umorom. Slišali bomo o velikem človeku Francu Jezi. Pogovor bo vodila Erika Jazbar. Prijetno poslušanje. Dober večer, tudi v mojem imenu. Vanda je sicer rekla, da ni rečeno, da bomo vedno v tej dvorani, to še ne pomeni, da večeru ne bo. Imamo več prijateljev in bomo pač spremenili lokacijo, če bo treba, ampak z našimi večerami, predvsem z našimi vsebinami, bomo nadaljevali. Že ker otvarjamo ta jesenski del sezone, ker smo imeli tudi poletnega, je vsem kontinuum, tako da ni nikoli konca, bi začela z našim refrenom, če se lahko tako izrazim, tako da bo Igor vedel, kam je prišel. In sicer, dragi Igor, lepo pozdravljen, dobrodošel na našem koncu, na trgu, ob ulici. In kaj je na tej ulici Borisa Kidriča? In kdo nas gleda s Sabotina? Dobro. V tej javli sicer smo te gostili lansko leto februarja s knjigo o Bučarju. Danes predstavljamo v resnici dve letošnji knjigi. Te ne dohajamo, ker te tvoje knjige izhajajo kot po tekočem traku, zdaj jih je že več kot 20 na to temo. Zato te ne bom posebej predstavljala po eni strani, ker si bil že večkrat naš gost, rad prihajaš na Goriško, po drugi strani pa, ker si javna osebnost že desetletja, kot osamosvojitelj, kot politik, tudi ljubljanski podžupan. Zadnjih 15 let pa kot raziskovalec in zelo ploden publicist, avtor knjig, ki nastajajo na podlagi dokumentov, pravzaprav ostankov dokumentov iz udbovskih arhivov. Te so v veliki meri uničili, a ne do take mere, da ne bi ti iz njih napisal več kot 20 knjig in obljubljaš še nove, tudi lansko leto si obljubljal nekatere, potem med potjo te zapelje na druge steze in na druge velikane, tako da kar nekaj knjig imaš še v mislih in v načrtu. Kot rečeno, danes predstavljamo dve knjigi. Prva je o Kučanu in Udbi, politiku, ki mu samostojna in demokratična Slovenija ni bila intimna opcija, in to je njegov citat, ni da si to izmišljamo. Druga pa je o Francu Jezi, ki je bil velikan
slovenske državnosti, ki za slovensko samostojno državo je izgoreval in vanjo verjel tudi v letih, ko se o tem ni niti sanjalo in so ga zaradi tega tudi zasmehovali, ki Slovenije pa ni doživel, ker je umrl pred 40 leti v Trstu. Januarja letos je bila obletnica in v Trstu je bil septembra zelo lep znanstveni posvet, ki je bil njemu posvečen. V Trstu je on umrl kot politični begunec, ker je bil z Štajerske doma in takrat si tudi krstno ste predstavili to knjigo Francieza separatist, separatist pa je bilo njegovo kodno ime. Zelo, mislim, odgovarjalo pač njemu kot uspešno, tako primerno kodno ime. Začniva s prvo knjigo, ki je zajetna, ne? Več kot 500 strani, sicer tvoje niso nikoli take, da bi imeli 20 ali 50 strani. Kučana Udba seveda ni preganjala, temveč je bil v drugi vlogi, ne? Mu je prinašala poročila, ki so bila namenjena politični špici, v kateri je on bil. In v knjigi ti dokumenti so zbrani po kronoloških sklopih od leta 1969 pa do leta 1990, torej do prvih demokratičnih volitev. In zanimivo, ne vem, imensko kazalo ima 45 strani imen, torej kar nekaj gradiva je v tej knjigi. Vsebine pa se sučejo od vseh teh raznih menikov, ki so bili od leta 1969 do 1990, od Kocbeka do Titovega umiranja v Ljubljani, njegovega pogreba, nove revije, Demosa in tako dalje. Zdaj, prvo vprašanje, oziroma če nam lahko predstaviš to knjigo, ker težišče bo na Francujezi, zakaj si obrnil perspektivo v bistvu, ne? In napisal to knjigo o nekom, ki je prejemal poročila in ni bil kontroliran strani Udbe? Zato, ker jaz sem bral knjigo od Repeta, predsednik nekaj tazga. Hagiografijo. Ja, Hagiografijo. biografijo. Ne, hagiografijo, ker ga poveličuje. In tam je manjkalo vse, kar jaz vem o tem, kaj je delal Kučan, oziroma kakšni so bili odnosi med Kučanom in Udbo, se pravi do osamosvojitve. In to je bilo tam prazno praktično, ne? Nič od tega ni bilo. Repet piše, obstaja nek svet za varstvo ustavne ureditve, tisti so dobili neka poročila, Kučan je očitno že v nekem vakumu, ne? Ampak on je bil od leta 1986 do 1990 politični šef Udbe, ker je bil najpomembnejši, ker je bil sekretar oziroma predsednik komunistične stranke, edino dovoljen, in politična policija poroča seveda politikom, ne? Drugače ni politična policija. In sem jaz se razsrdil in sem napisal nekaj v javnosti, da tega je počasi dovolj, ne, tega skrivanja, skrivaštva, in da bom jaz napisal verjetno knjigo o Kučanu in njegovi vlogi v takratnem prejšnjem propadlem socialističnem režimu. Ampak sem cincev, zato ker mi nekako, jaz rajš pišem o žrtvah, ne, kot o tistih, ki prijemajo poročila. In potem enkrat sedim v Maxi Marketu, pride Kučan in prav se poznava, ne, se tikava, prav, a boš napisal knjigo o meni? Sem rekel, morda bom napisal, ne, pa prav, a boš pokazal? Sem rekel, ne, boš prebral. No, in potem je odšel, ne, to so bile zadnje besede, zadnjič sem z njim govoril, to je bilo pred leti, da sem imel kakršnokoli osebno komunikacijo, in potem v nekem trenutku se mi je nabral toliko materijala, da sem rekel, no zdaj pa dajmo to narediti, ne, ker sem nekako obljubil, da bom morda naredil, in ker me je to izzvalo in sem pač napisal precej debelo knjigo, s tem, da boste videli, oziroma če boste brali, da sta dva dela knjige. Jaz sem bil zelo fair, ne? Jaz sem pisal ne samo o tem, kaj so poročali Kučanu kot politiku komunističnemu, ne, rekel, v vrhu komunistične stranke, ampak tudi kaj so o njemu pisali. Ne kot
nadzorovancu, ampak o tem, kaj so ljudje o njemu govorili, ali pa kaj so tuji novinari govorili o njemu, kar pa zanj ga niti ni tako slabo. Namreč, v zadnjih izdihljajih Jugoslavije ste bile dve opcije za tujino, ne? Ali Milošević ali Kučan. In seveda so v Kučanu videli nekaj neskončno boljšega od Miloševića. In zato so oni lepo pisali o Kučanu, recimo v tistih zadnjih izdihljajih Jugoslavije, tako da ta del sploh ni toliko slab zanj, da seveda ta del, kjer pa on dobiva poročila iz telefonskih prisluhov, pa iz zidnih mikrofonov, pa poročila ovaduhov, pa zalezovalcev, seveda to je pa nekaj, kjer mu ne gre v ponos, ne, da tako rečem, ne, ker je to neetično, da ti dobivaš poročila iz telefonskih prisluhov, pa ne tistih, ki rušijo ustavno ureditev ali pa ki hočejo terorizem zganjati, ampak ki drugače razmišljajo. To pa je seveda politična policija in to ni nekaj lepega, ne. V bistvu to nekaj zavrženega. Ne. Tako da sta dva dela, en del mu je dokaj ugoden zanga, drug del pa seveda ni še zdaleč ne. Tako da je v bistvu to dvojna knjiga. Ampak jaz nisem hotel nič skrivati, ne. Jaz bi lahko samo rekel, napisal bom, kaj so v njem poročali, ta lepši del bom pa spustil. Ampak jaz sem hotel biti celovit, ne, in pošteno napisati tudi to, kar mu gre v plus in seveda tega je veliko manj, ne, če sem iskren. Koliko je teh poročil, ki jih je on prejemal? Dnevno, tedensko ali mesečno? Je pa to tako, to je pa zelo zanimivo. Leta 1979 in 1980 je dobil on in ostalo politično vodstvo komunistično še ne... Koliko ljudi je bilo? 5-6. Kardelj, Kardelj je takrat pol že leta 1979 umrl. Kardelj, Dolanc, Popit, Marinc, Šetinc, Krajger, Ribičič, Vipotnik. To je bila neka ta skupina, ki je dobivala večino poročil. Namreč, kako se je to formiralo sploh? V Sloveniji v zadnjem obdobju, vse to se je spreminjalo od leta 1945 ali pa če od leta 1941, če hočete, ne, ker prvič imamo politično policijo v okviru VOS-a, ne, se je precej spreminjala ta organizacija, ampak v zadnjem obdobju, no, da ne bomo preveč komplicirali, je bilo 13 centrov službe državne varnosti v Sloveniji. En je bil tudi v Novi Gorici, ne. Največji bil seveda v Ljubljani, center ljubljanski. In teh 13 centrov je vsakodnevno pošiljalo poročila v Ljubljano. Pretežno na prvi in drugi oddelek, se pravi na notranji in zunanji oddelek. In tam so to zbirali, potem so to analitiki pregledali in so dnevno potem poročali političnemu vodstvu. Seveda ne vseh teh stotinah stranih so prihajale, ampak recimo na 5 do 10, 15 straneh, včasih kakšne dolge priloge. Recimo z Drage si imel celotno predavanje, recimo Ljuba Sirca, 20-30 strani priloga. Ne? Skratka, to, kar se je zdelo analitikom pomembno, da politično komunistično vodstvo ve. Ampak zanimivo, da imate tudi velikrat, recimo, kaj se je Kozbek pogovarjal po telefonu, kaj so bili zidni prisluhi pri Borisu Pahorju v Trstu. Ne? Skratka, včasih so ta poročila v političnem vodstvu zelo natančna. Prav dialogi, da tako rečem. Ne? In to in recimo za leto 1979-80 je Kučan dobil 1300 strani teh poročil, 1300 strani, kar je relativno veliko. Ne? Tako da sem mogel delati selekcijo za ta 2 leta, ker ne moreš zdaj 1300 strani objaviti v eni knjigi. Lahko bi, ampak potem bilo to več knjig. Ne? In sem delal selekcijo, ampak selekcijo sem delal potem, če se je govorilo o ljudeh ali se je poročalo o ljudeh, ki so še danes znani. Recimo Hubert Požarnik kliče svojo mamo, ko Tito umira, pejt v štacuno pa kup, ne vem kaj, olje in tako naprej. Ne. To so ljudje, ki so še, Hubert Požarnik je še danes recimo v Ljubljani sodeloval v procesih osamosvajanja. Ali pa če poročajo o Rankoviću, pa če poročajo o Džilasu, ali pa če poročajo o Stanetu Kavčiču, ali če poročajo o Titovem umiranju. To so vse stvari, ki so še vedno danes zanimive. In jaz sem potem selekcioniral tiste stvari, ki se meni zdijo, da so lahko še danes zanimive, tudi take, ki so mogoče bile malo hudomušne, tudi da tako rečem. Ker nekateri pogovori doma so zelo sproščeni in so zanimivi za brati. Tudi danes, posebej ljudje, ki so pač še danes, bi rekel,
imajo neko, jih ljudje poznajo, kot je recimo Kocbek, pa Pahor Boris, pa Alojz Rebula, če hočete, pa teh je veliko, ne, ki so še danes poznani in pomembni v Sloveniji, čeprav je večina teh že mrtvih. In skratka, to se je potem zbiralo in no, pogledajte, 1300 strani v letu 79-80. V letu 87, ne, recimo, ko je Kučan pa šef partije slovenske, sem pa najdel okoli 3 poročila njemu poslana, s tem, da je pa v letnem poročilu piše, da je politično vodstvo dobilo 1300 poročil, prav to še veliko več strani, najdel sem pa 3. Zdaj vidite, kako strahovito je bilo uničenje v zadnjih letih propadlega socialističnega režima. Če greste bolj nazaj, je vedno več stvari ohranjenih. Se pravi, za zadnja leta se je, iz tega primera se vidi, da se je za zadnja leta najbolj počistilo. To recimo se mi zdi ena taka zanimivost. Bi predstavil kakšen dokument ali se nadaljujeva s pogovorom? Jaz bi mogoče šel hiter skozi, pa bi pol šla na jezo, pa bi tam kaj rekla. To je, vidite, ta slika je zanimiva. Eni pravi, da sem ga polepšal, mi to učitajo, ker je neumnost, meni se zdi zanimiva slika, ker je prvič javno objavljena. To je slika, ko je bil star 17 let, leta 58, ko je junija vstopil v Zvezo komunistov. Zato se mi zdi zanimiva in pomembna slika. No, to ste že povedala, prvo poročilo je iz leta 69 in konča se leta 90. Se pravi, to sem že povedal, da se pojavlja, o kateri tam, ki se poroča o njemu, se ne poroča, ker ga nadzirajo, zato ker poroča Udba, kaj ljudje o njemu govorijo, ali pa novinari piše in tako naprej. No, ni žrtev. Zdaj vidite, to je pa prva informacija, ki se mu najdel, morda še kakšna zgodnejša, ki je bila poslana Milanu Kučanu, in sicer 13. novembra 1969 o razpečevanju knjige Borisa Pahorja Odisej v Jambaru. To knjigo so na meji, ali pa če se v Sloveniji najdel, če je prišla do naslovnikov v Sloveniji, ali pa da je kdo prinesel čez, so jo najdel, da so vedeli, da ima kdo doma, so jih plenili tudi znotraj Slovenije. Se pravi, to je eno poročilo, kako plenijo knjigo. Prvo poročilo, ki sem ga najdel v Kučanu, je, kako mu poročajo, kako se pleni knjiga Borisa Pahorja. To nekaj lepega, ne? Gotovo, da ne. Zdaj, tukaj je pa, seveda, to pa je poročilo, zopet politično vodstvo leta 1974, tukaj začne pregon Draga Jančarja. Se pravi, poročajo o začetku pregona proti Dragu Jančarju. To spet ni nekaj lepega, da tako rečem, ne? In tle vidite, ne? Potem je tudi poskus ustanoviti nove revije in tle nastopa tudi recimo Dimitrij Rupel, ne? Poročajo o Dimitriju Ruplu. No, to je pa zanimiva stvar, to je pa obisk delegacije slovenske 25. decembra 1990 v Karadžordževu pri Titu. Naslednji dan se je začela njegova se je ugotovila zamašitev te žile, ki je potem povzročila vse te, rekel, kolobocije in končno pod 5. maja seveda njegovo smrt. No in to je politično vodstvo, vidite, tle Kučan je bil skupaj s temi Dolancem, Ribičičem, Popitom, Krajgerjem, pa Stevo Doronski bi tu če zraven, ne. Se pravi, to je en zadnjih sestankov, skoraj zadnji Titov politični sestanek, ko je bil še, rekel, preden ga je zadela ta huda bolezen. No, potem so te informacije leta 1979-80, sem rekel, da sem mogel delati selekcijo, da sem dobil 1300 strani za to 2 let. Ogromno je poročilo o Kocbeku, poročajo o Kocbeku, o Borisu Pahorju. Se pravi, dobijo poročila, prej smo rekli o Jančarju, prej smo rekli že prej o Borisu Pahorju, pa zopet. To je pa Franc Jeza, tudi o njemu se seveda se je poročalo, to bo pa posebna tema, to je slika z naslovnice. Poroča se, kot sem že rekel, Dimitriju Ruplu. To so pa slike, ker se poroča tudi veliko o Rankoviću, ampak
poroča se o Rankoviću takrat, ko ga odstranijo, prej ne. Potem ga pa sledijo. Ranković prihaja v Slovenijo, zakaj? Ker je njegova žena bila Slovenka in je veliko hodil v Slovenijo, potem ko so ga odstranili in tukaj je bil popolnoma pokrit. Pa tudi druge, kamorkoli hodil po Jugoslaviji, so Rankovića zelo Tukaj sem pokazal njegove slike, ko sta bila še s Titom seveda velika zaveznika in prijatelja. In tudi njegova stavitev ni bila povzročena zaradi tega, ker bi Ranković kaj drugače razmišljal kot Tito. Ranković je bil Titu zvest kot pes, ampak Tito in Jovanka sta imela paranojo, kot vsaki diktatorji in žene zraven, napihujejo, sta bila paranoična in sta se začela bati Rankovića, zato sta ga odstranili, pa ni bilo nobene potrebe, ampak tako pač funkcionirajo diktatorji. To je pa Heinrich Bell, to je novinar, ki so ga zelo spremljali in ki je pa tudi pozneje zelo, rekel, pozitivno pisal o Kučanu. Zelo znan novinar. Švicarsko-nemški novinar. Zdaj, Nova revija. Namreč to pa je neka epizoda. Ko je Dimitrij zdajle pred kratkim Rupel predstavljal knjigo Štiri voditelji Slovenije, je bil tudi Kučan zraven, ker je bil tudi on med temi imenovan, se pravi Kučan, Janša, Pučnik pa Drnovšek. To je napisal Rupel in takrat ga je Rupel na sceni vprašal, kakšen je vaš odnos do Nove revije, ker so jih preganjali. Rupel je bil pač član Nove revije, pomemben član. Je rekel Kučan, res je, da se nismo strinjali, ampak smo omogočili, da je vaša beseda lahko šla v javnost. In potem sem pa jaz, ker sem pač to poročal to obdobje, sem pa potem tudi napisal o tem nekaj in kaj se je takrat zgodilo, kaj so dopuščali, da se širi Nova revija. Poglejte, kaj se en dan po tem, ko je Nova revija šla, so se dobili komunistični tovariši in je bilo naročeno tovariš Smole, to je bilo predsedstvo Zveze komunistov takrat, tovariš Smole, takratni šef Srečne fronte, se mora dogovoriti z glavnimi in odgovornimi uredniki naših osrednjih občil, da izide nacionalne številke Nove revije ne bodo najavljali oziroma o njej poročali. Tako kot jutri ne bojo verjetno govoriti poročali v vaših glavnih časopisih o tem našem srečanju tukaj, ali pa v Ljubljani. Se pravi, on je takrat rekel, da je omogočil, da se bodo te stvari lahko širile, da res takrat niso se s tem strinjali, vidite, da to ni res. Da so takrat preprečili, da bi se te ideje širile. Mislim, da mi to precej zameril Kučan, te javne izjave. Imam tak občutek, da sem šel zdaj po Maxi Marketu, me ni hotel videti. No, to je pa Ciril Žebot. Ciril Žebot, to je bil pa en velikan slovenske idejne osamosvojitve, umrl leta 1989, tudi v njemu seveda se je poročalo Kučanu. Svojo knjigo že ima in bo imel še drugi dve, drži? Ima že prvi del knjige, je tudi tam na razpolago, če koga zanima, bosta kmalu izideta, pa kmalu sta že napisane, pa še dva dela o Cirilu Žebotu. On je velikan slovenske osamosvojitve. Erlichov učenec. Erlichov učenec, ki bi mogel biti umorjen skupaj z njim, pa je takrat zaspal. Pač nekaj ga je obvarovala neka višja sila, očitno. Ampak potem so ga spet skušali ubiti. On je pol v bistvu odšel v Rim leta 1943, ne samo zato, ker ga je voz preganjal, se pravi morilska organizacija, ta stranke, ki je pobila ne vem koliko Slovencev, po Ljubljani, od Erlicha na Tlačna in tako naprej, ampak tudi Gestapo ga je preganjal. Njegov oče je celo umrl v Dachovu. No, potem pa jaz sem enkrat v začetku leta 1988 izjavil, da je režim nelegitimen, da ga je dovoljen rušiti z vsemi sredstvi. To sem res rekel 16. januarja. In Kučan je v Tacnu potem rekel, da to je borba za oblast in tako naprej. Tudi če bi rekel to v Ameriki, ampak v Ameriki ne bi bilo potrebno tega izjavljati, ker je Amerika bila takrat demokratična in še danes demokratična država. Slovenija pa ni bila. In mi smo res svojo samostojnost pridobili z vsemi sredstvi. Smo imeli vojno, so bile smrtne žrtve, žal. Tako da žal se je to zgodilo. Ampak to je pač zgodovina, ampak tako je bilo.
No, seveda potem je pa afera JBTZ, vlogo Kučana obdelujem v tej knjigi, ne, kako še danes prav, da ni vedel, da bo aretiran Janša in tako naprej, da ni vedel, da so našli tajni dokument v njegovi pisalni mizi, jaz to pač demantiram z dokumenti in v knjigi, tej knjigi. No, to je pa Igor Bavčar, tudi on seveda je bil pod nadzorom. Pučnik, to je pa potem seveda že predsedniška borba med Kučanom in Pučnikom in o tem pa poroča Udba, kaj o tem misli nemška obveščevalna služba. Misli, da bo Kučan zmagal v prvem krogu, ne, to je recimo pozitiven znak bil za Kučana, ampak zmagajo šele v drugem krogu. Vemo pa, kaj so vse govorili in pisali o Pučniku, da so ga razvrednotili. No, to je pa Aleksandar Vasiljevič, ki ima pomembno vlogo v procesu JBTZ, ki pa je leta 90 letih izjavil v Mladini, da je bil Kučan tajni agent, sodelavc KOS-a, se pravi vojaške tajne politične policije s kodnim imenom Plavi. In to zdaj razdelujem to, a je bil ali ni bil, Kučan je to demantiral po 23 letih in jaz pravim, ko se bojo odprli arhivi KOS-a, se bo videl, kaj je resnica. Jaz mislim, da se Vasiljevič v tem primeru da je govoril resnico, ampak pač nimam dokumentov, ne, beseda na besedo, do arhivov KOS-a v Beogradu se pa ne da priti, seveda. No, to sem že povedal, koliko je obvestil v letu 87 in našel sem jih pa manj kot je prstov na eni roki. No, to je ta knjiga, zdaj bi šel pa na jezo lahko, ne. Ja, lahko še nekaj vprašanj? Ja, izvoli. Kot rečeno prej v uvodu, ti si bil tudi akter slovenske demokratizacije in osamosvojitve. Koliko ste čutili, da vas nadzirajo in sedaj, ko bereš in raziskuješ te dokumente, koliko vidiš, koliko so vedeli? Mi smo seveda pričakovali, da nas nadzorujejo. In recimo bom povedal eno anekdoto pravzaprav. Mi smo izdali časopis za kritiko znanosti, to je bila neka založba študentska, je izdala knjigo Kavčičevih spominov, Dnevnik in spomini. In mi smo se bali, da bodo to preprečili, to izdajo te knjige. Je pa res, da je ta knjiga grdo, da je Kavčič tukaj grdo piše o Popitu, Dolancu in tako naprej, Kučano pa relativno lepo piše, ne. Tako da je verjetno to razlog, da smo išli. Ampak mi smo, in to smo delali na Mikroadi, jaz sem bil takrat direktor družbenega podjetja računalniškega, programskega, in smo to delali na Mikroadi, ne. V strogi tajnosti smo to knjigo izdali, preko nekih svojih prijateljev, tiskarjev, ki so to nekaj fotokopirali, niti nismo šli v tiskarno. Prva knjiga, ki je bila v Jugoslaviji postavljena na takole majhnem ekranu Macintosha, se pravi na mizno založništvo, tako da nisem mogel zraven priti, bi rekel, ne. In jaz sem potem celo Janezu Janši telefoniral, so bila zmenjena, da on mene telefonira, da je tisti, ki bi mogel to kopirati, da se je ustrašil, ne. Pa se ni, ne. In on mene kliče prav, ta, ki bi nam mogel to fotokopirati, se je ustrašil in ne moramo izdati knjige. Sem rekel, ta knjiga nam nikoli šla. Po telefonu rekel. Jaz sem pa že v avtu imel knjige in sem jih peljal na poštni ekspedit na železniško postajo v petek, ker ti si mogel v 3 dneh tudi javnemu tožilcu dati izvode knjige. In mi v ponedeljek bomo dali javnemu tožilcu, mi pa že 800 knjig poslali naslovnikom. In ko sem jaz videl, da gre po ekspeditu, po tistem traku gor te knjige na 800 naročnikov, sem vedel, da je stvar končana, da bo šla knjiga okoli, ne, kar lahko pol oni naredijo, ko mi damo po ponedeljku za 3 izvode. In smo mislili, ko smo prevarali Udbo. Potem pa jaz berem dokumente, pa piše, prednje knjiga je šla, piše vsa poglavja knjige. Spremna beseda Janše Bavčarja, ki Janša je to skozi na disketi s sabo nosil, v žepu, ne, in je Udba vse to imela. Ne, tako da ta moj telefonski razgovor je bil blažo žegen, ne. Ampak mislim, ko smo bili pametni, ko smo prevarali Udbo, ne. Recimo neka anekdota. Še zadnje vprašanje o Kučanu. Kučan je bil zadnji šef partije in prvi predsednik demokratične Slovenije.
Veliko je govora o tem, kakšno vlogo je on odigral pri slovenski demokratizaciji in osamosvojitvi. Kakšno mnenje, kakšno oceno imaš ti o njem, potem, ko si preštudiral vse te dokumente? Ja, jaz mislim, da je to pač skoraj unikat, ne, da je nekdo, ki je bil pač šef partije, da je potem postal predsednik, trikratni praktično predsednik slovenske države, ne, ki je bil vsa desetletja proti osamosvojitvi. Se je bila uradna politika Zveze komunistov Slovenije, da je to integralni del Jugoslavije in da je to stvar končana in da o tem se ne sme razpravljati. O tem se ni smelo razpravljati, o tem se ni smelo javno pisati in tako naprej. Tudi 57. številka Nove revije nikjer ne piše decidirano zahtevamo osamosvojitev. Piše hočemo novo samoodločbo in tako naprej, malo so skrivali, ker drugače Nova revija ne bi mogla izideti leta 87, ne? Če bi napisali direktno, smo za samostojno slovensko državo. Se pravi, do konca praktično, še po temu mitingu resnice, imate sestanke političnega vrha slovenske, kjer še vedno zagovarjajo federalno Titovo Jugoslavijo. Ne? Potem pa seveda, jaz mislim, da je močen, ko so v bistvu strahoviti posnetki, kako Čaušeskega ubijajo, ne? Da je to precej, bi rekel, pomagalo, ne? Da pri tem preobratu, ne? Da so potem pa odhod z kongresa, ne, pa že kako so se pri mitingu resnice pravilno postavili, predvsem na pritisk opozicije pa Kmetiča, ne, da zaprejo meje. Ne. Ker je Kmetič najprej rekel Slavko, mi bomo zaprli, ne bomo pustili vlakov čez mejo, ne, potem so pa tudi oni rekli, najprej skupščina, potem partija in tudi predsedstvo, da se zapre meja slovenska za tiste mitingaše. Pa tudi Cankarjev dom, če se spomnite. Takrat je opozicija in pozicija je bil Cankarjev dom glede tistih stavke rudarjev v Starem trgu. Se pravi, imate 3 dogodke, kjer so se pravilno postavili, mislim, da jih je to tudi rešilo v volilnem smislu. Ne. Pa predvsem pa ta odhod iz Zveze komunistov iz Beogradskega kongresa, mislim, da je bila to zelo, rekel, vrhunska politika na nek način. Lahko rečete pretkana, ampak je bila uspešna. Ne. To je moje mnenje. Ne. Čisto drugačne vrste pa je bil Francieza, ki je proti vsaki logiki in proti javnemu mnenju in vsemu, kar si mi lahko domišljamo, vedno verjel v samostojno državo. Knjiga je išla v nizu Velikani slovenske osamosvojitve in Udba, to je 6. knjiga menda, ne? Išla je pri Mladiki, torej v Trstu, medtem ko glavnina tvojih knjig je išla pri Dobri knjigi, ki je v bistvu tvoja založba. Predstavljena je bila, kot rečeno, na posvetu, ki je bil sedaj septembra posvečen. Francu Jezi, ki je bil res velikan, čeprav fizično droben človek, zalezovali so ga, zasmehovali so ga, poskusili so ga tudi ugrabiti, bil je brez stalne službe, preganjali so ga vsi režimi, ker on je bil v fašističnem zaporu, preganjali so ga Nemci in potem je bil politični begunec, ker potem je pač zapustil domovino s tem, da je on bil za OF, ni bil tisti klasična politična emigracija. Velike zasluge imaš, da se o njem ponovno, oziroma da se o njem sploh govori, ker če odmislimo en del Trsta, je Francieza v glavnem neznano ime. Prej slej si tudi ti mnenja, da bo imel svoj kip pred državnim zborom, ker tranzicija vseeno ne bo večna, jo lahko nategujejo desetletja, ampak večna ne bo. Spregovori nam torej o tem velikanu slovenske osamosvojitve. Hvala. Ki je ni doživel, kot rečeno, ko on je umrl 84. Ja, zdaj, kot si že rekla, to je 5. oziroma 6. knjiga v moji seriji Velikani, slovenske osamosvojitve in Udba. Jaz sem že napisal knjigo preden sem sploh imenoval serijo, zato je v bistvu to 6., formalno 5. In bi šel kar malo po vrsti teh velikanov na hiter, tam so vse knjige v njih so na razpolago. No, to je Lambert Ehrlich, to je pred ljudsko kuhno, to je bil umor, voz ga je umorila, tle bi mogel tudi biti
mrtev Žebot, na srečo, sem rekel, je takrat zaspal, drugače je vedno spremljal na to mašo. In jaz moram reči, da ločim idejne in operativne osamosvojitelje. Ampak nekateri so bili dvojni funkciji. Zame je prvi idejni osamosvojitelj profesor Lambert Ehrlich, kajti on je leta novembra 1941 postavil meje slovenske države. Povedal, katere so meje in kako naj bi v glavnem izgledala slovenska država. On je sicer rekel najprej v nekih povezavah ali jugoslovanskih ali slovanskih, drugih, od Poljske do Egeja, če ne je rekel pa slovenska samostojna država. Se pravi, on je dal variantov, ne? Ampak je povedal tudi, kje so po njegovem meje te države. Tako da jaz mislim, to je prvi dokument, ki se mi zdi, kot jaz vem, no, da lahko rečemo, da je nekdo postavil zelo jasno idejo in jo tudi nekako opisal slovenske države. Vidite, ampak on je potem maja 42 je bil umorjen. Strani Vosa, se pravi, predhodnice Ozne in Udbe. Zdaj, o njemu ne more napisati knjige, ker ga je pač Vos umorila že zelo zgodaj, ne, pred nastopom Ozne, kaj šele Udbe. In sem pa njegov umor podrobno opisal v poglavju Dvojni umor pod gradom v knjigi o Žebotu in Udbi, se pravi o osamosvojitelju Žebotu. No, potem je pa zelo pomemben osamosvojitelj, ki pa ni bil izven te serije, že prej napisal sem leta 2011, to pa je Janez Toplišek. Popolnoma neznan. Popolnoma neznan. On je leta 1963 prišel v Slovenijo z orožjem in z propagandnim materialom in hotel spostaviti neodvisno in demokratično slovensko državo. V skupini, ki je šla čez mejo, so bili 2 sta sodelavca Udbe. In seveda na meji so ga takoj zajeli, sodili, prepeljali potem v končni fazi v Staro Gradiško, kjer je pobegnil in je dobil okoli 25 krogel, ko je pobegnil od spredaj in od zadaj. Zgleda, je šlo tudi, bi rekel, za umor. Danes je to težko dokazovati, ampak on je velikan slovenske osamosvojitve, popolnoma neznan. No, potem je Ciril Žebot, kodno ime Peter, se pravi, zalezovali so ga pod imenom Peter. To je prvi v seriji slovenskih osamosvojiteljev, čeprav sem rekel, da Toplišek tudi spada v to serijo. Po vojni je odšel v ZDA in Udba ga je spremljala predvsem, ko je prihajal v zamejstvo, enkrat je prišel celo v Slovenijo. O tem pišem zelo podrobno, zakaj in kako je prišel v Slovenijo leta 1967. Knjiga bi imela 3 dele, prvi del je že šel, 2 dela še čakata na objavo. Potem je Jože Pučnik, psevdomarksist, to je bila obdelava, psevdomarksist. On je idejni in operativni osamosvojitelj, saj je bil vodja Demosa, ki je popeljal Slovenijo v osamosvojitev. On je šel v zapor zaradi svojih demokratičnega pisanja, potem je šel, ker tukaj ni mogel dobiti zaposlitve, je šel v zahodno Nemčijo in se začel vračati oziroma je začel pisati za Novo revijo, ko je prišel nazaj, pa postal vodja demokratične opozicije ali Demos. Tukaj je France Bučar, Tikveš, kodno ime. Se pravi, Buča, Tikva, se pravi, nekako gre skupaj. On je pa najbolj zalezovan posameznik po Kozbekovi smrti, ker do takrat je bil Kozbek najbolj zalezovan, pozneje pa Bučar, največ je v njem poročil, oziroma tudi Ertl prav na nekem sestanku pove, koga spremljajo, največ poročil dajejo politično vodstvo o Francetu Bučarju. Potem je Igor Bavčar, on je bil zalezovan v obdelavi deviacija. To je pa paradoks. On je bil seveda zalezovan v propadlem režimu. Po volitvah je postal notranji minister, direktno, tako je seveda tudi v bistvu vodja, ker je Udba bila samo uprava znotraj ministrstva za notranje zadeve, postal vodja Udbe na nek način. Seveda, on je takrat Udbo takoj spremenil v normalno varnostno organizacijo, obveščevalno organizacijo, kot imajo vse demokratične države. Ampak to je paradoks, da nekdo, ki ga spremlja, postane naslednji dan praktično vodja tiste organizacije tajne, ki ga spremlja.
Potem je napisana tudi knjiga že o Dimitriju Bučarju, njegovo kodno je bilo Negativ. On je tudi zelo pomemben osamosvojitelj, idejni in operativni, se je bil eden od ustanoviteljev in en najpomembnejših članov te skupine iz Nove revije. V perspektivi je še knjiga o Janezu Janši kot osamosvojitelju, Janez Janša Kaplar, kodno ime spremljanja Udbe. Potem bi rad pa napisal še nekaj knjig iz kroga Nove revije, do kje bom prišel, no, ampak to so neki plani. Potem, zdaj pa, kako Jezo spremljajo? Od leta 46 do 84. S tem seveda, da on 1. novembra 84 ilegalno preide jugoslovansko mejo in se znajde v Italiji in od takrat naprej začne pa res intenzivno spremljanje. Ker Udba se je po Trstu, kjer je on potem delal, živel na občinah, sprehajala skorajda kot po Ljubljani. Zdaj, kje je on pobegnil čez? Jaz nisem točno vedel, so bile različne teorije in potem je pa njegov sin, nezakonski sin, povedal, da je verjetno pobegnil preko Mirnskega pokopališča, jaz ne poznam tega pokopališča, ki točno na meji z Italijo. In samo 1. novembra so spuščali ljudi na pokopališča. Samo 1. novembra. In on je pobegnil 1. novembra. Tako da se mi zdi ta verzija, da je šel čez Mirnsko pokopališče, se mi zdi zelo verjetna. To je bilo pokopališče, ki je bilo presekano na dvoje, mislim, meja je tekla. Tekla čez celo. No, to je bil unikat. Ja. Zato so sam 1. novembra lahko ljudje šli na to. Se pravi, da je tam šel čez mejo. Potem, zdaj pa knjige veliko družinskih fotografij, prvič objavljenih, zato ker je meni to hčerka Evelina posvojena, hčerka, mi je to dala. In zakaj sem objavil te slike, družinske slike v pismu, ki pišem v Udbi? Zato, ker Udba večkrat piše o tem, kako je žena nezadovoljna z njegovim početjem. Jeza je bil brez državljanstva, ni mogel dobiti službe, delal honorarno na radiju, pisal za vse možne zdomske in zamejske časopise in tako naprej. Neskončno število prevedov na radiju, a imel vsak dan kulturne oddaje, neverjetno ploden pisec, da se je tako preživljal. In še tista pičla sredstva je dajal za razne letake, svoje knjige izdajal, ki so slabo prodajali in tako naprej. In seveda žena je mogla pa držati 3 vogale hiše in je bila nezadovoljna, ampak v bistvu pa kaže te slike, ne glede na to, da je normalno, da je bilo to težko za soprogo, pa vendarle kaže na zelo ljubeče in lepo razmerje med njima dvema. Zato sem te slike z veseljem objavil znotraj knjige. Ja, zdaj pa, kdaj so njemu dali ime separatist? Namreč to je kodno ime zalazovanja, ki je, kot je že rekla Erika, povsem primerno ime, ne? Ker on je hotel samostojno Slovenijo, se pravi, da je konec Jugoslavijo. Iz leta 62 v splošnem poročilu Udbe prvič najdemo obdelavo separatist in Udba pravi, da je agenturno dobro pokrita ta zalezovanje Franca Jeze. Je dobro pokrit Jeza, kar se tiče ohranjenih dokumentov Udbe? Ja, 300 strani, no, je še kar, ne, ali koliko, 260, se pravi, še kar dobro ohranjeno. No, to je pa zelo njegova pomembna knjiga, Nova tlaka slovenskega naroda, v kateri on govori o izkoriščenju slovenskega gospodarstva v odnosu do Jugoslavije. Vidite, to je zelo zanimivo. Eni pravijo, pa se Jeza je tam nekaj govoril, pa to ni ben vedel, pa te stvari so pronicale v Slovenijo. Gledajte, Udba pravi, da sta knjigo brala Dušan Pirjevec Ahac, kodno zalezovan kot Korošec, in Edvard Kocbek, mogoče tudi Kardel, ne, Edvard Kocbek, zalezovan kot Bohinjski. Se pravi, da so, in sta knjigo pohvalila, se pravi, da je vplivala, da so vplivale te stvari v emigraciji na Matico, na ta kulturno-intelektualni krog.
Ne pravi, to ni tako ben ni vedel, to nima nobenega vpliva. Še kako je imelo vpliv na razvoj ideje o osamosvajanju v Sloveniji, tudi to, ker tukaj se to ni moglo javno. Še v zaprtih krogih, če si govoril o osamosvojitvi, pa so te najdel, si zaradi tega bil lahko zaprt. Ne? Ker to je bila, veste, osamosvajanje je bila rušenje države, to je bila zagrožena smrtna kazen v končni fazi lahko. Ne? Rušenje države je bila zagrožena v Jugoslaviji smrtna kazen. Tako da je ta knjiga, vidite, pronicala, to imam dokaze, ko Udba poroča, kdo jo bere in kaj misli o njej. Vidite, to so pa zdaj njegove številne letaki, ki jih je on izdajal in lepo, zatikal za brisalce avtomobilov z jugoslovansko registracijo, pa jih dajal na potnikom na jugoslovanskih avtobusih. In to je imel zelo malo številno ekipo, ki mu je pri tem pomagala, ker tudi znotraj zamejstva je bil on, so ga imeli kot nekega fantasta, utopista, naivneža v končni fazi. No, potem je pa Boris Pahor, ki ni bil za osamosvojitev, pa ne zato, ker ne bi hotel tega, ampak se je bal, da nas bodo Italijani pojedli. Zato se je bal tega. Je pa potem rekel, da je bil videc, prerok. In je sprožil tudi potem njegovo knjigo, pač, ko Matica, ko je izdala njegove politične spise, je sprožil Boris Pahor. En je večkrat rekel Boris Pahor, ker sem pač ne veliko govoril zaradi knjige o Kozviku, pa zaradi knjige o Pahor in Udbi, mi je rekel, pište v jezi, ampak oni mislijo, da pisal literarne stvari, ne, sem imel v načrtu, da pišem o Udbi in jezi, ker nisem sposoben pisati literarnih ocen. Vidite, to so te poslanice. No, pogledajte, poročilo za leto 2006, to je pa zanimivo. Preko sodelavca Štajerja, ta je pripeljal Topliška čez mejo, Štajer. Ne vem, kdo je to, nisem ga mogel razkriti, kdo je to, ta človek, ki je sodeloval v realizaciji Topliška, je v njegovi organizaciji bila izvršena akcija za ugrabitev vodje akcijskega odbora za neodvisno Slovenijo, ker Jeza je ustanovil odbor za neodvisnost v Trstu, Jeze Franca. Sama akcija ugrabitve sicer ni uspela, zaradi bolezenske preganjavice Jeze Franca, ki se je zbal priti na določeno mesto, odkritih pa je bilo vrsto podatkov, ki osvetljujejo celotno dejavnost Jeze. Tukaj skoraj piše, da je Udba razočarana. Zakaj pa ta človek ima tako preganjavico? Zakaj? Seveda zakaj, ker on je vedel, da ga spremljajo. Se je živel nekaj let v tem stalinističnem okolju, zato je pa tudi šel ilegalno ker ni več prenesel tega stalinističnega režima v Sloveniji od leta 1945 do 1948, čeprav je bil on seveda član Osvobodilne fronte. Se on ne mogel novinar postati, če ne bil iz Osvobodilne fronte, če bi bil on recimo nek, kot bi on rekel, kolaborant domobranski, ni šans, ne. No, vidite, to so te slike, ki kažejo nek res lep odnos. To je posvojena hčerka Evelina, to je Franc Jeza, to je v Trstu. To je pa njegov sin, nezakonski sin, ki ga je tudi večkrat obiskal v Trstu, on je imel nezakonskega sina svojo sestrično, preden je pobegnil v Italijo, oziroma šel ilegalno čez mejo, in sin ga je obiskoval, je hodil k njemu. In Udba je seveda, potem, ki je bil starejši, ga je seveda vedno hodila k njemu, spraševala, kaj je bilo. In ko je Jeza umrl, so rekli udbaši, boste kaj pojerbal od njemu, je rekel, nočem nobene dediščine, pejte, pa dobite arhiv, ne. Pa rekel, vi mislite, da mi jaz svojega očeta vohunil, ne, in potem so nehali ga maltretirati. No, to je pa seveda žena, to je pa, nisem vedel, sem mislil Trsto, ampak mi potem Ivo Jevnikar povedal to na občinah, ne, kjer je živel. Vidite, to je pa spet en letak, namreč, ko so odstranili par dni potem, ko je padel Ranković, to je v julija 1966, in piše Udba, že tretji dan po četrtem plenumu, to je bila Rankovićeva odstranitev, je Jeza izdal letak o izkoriščenju Slovencev s strani Srbov, Rankovića in Stefanovića. Vidite, toliko je še po zavrženem Rankoviću. To je ta letak. Dovolj nam je Jugoslavije in tako naprej. To so širili pač, kot sem prej povedal, na kakšen način po Trstu.
Zanimivo, da Sergej Pahor zadnjič na simpoziju povedal, da je pa on, mislim, da v Primorski dnevnik dal te letake in jih je poslal čez mejo, in da bi prišli potem, je predvidel, da Primorski dnevnike ne bodo gledali, če so notri kakšni letaki. Ni bilo nobenega takega odziva, da bi potem, in mislim, da so te stvari prišle do svojega cilja, do nekaterih ljudi. Takile letaki, To je pa slika jeze, namreč on je veliko hodil na Drago, to je z leta 1969, in tam je seveda bil v svojih izvajanjih, kot poroča Udba, zelo oster. To je pa zelo pomembno. To so pa zborniki, vidite, Demokracija, Akcija, Neodvisna Slovenija, Iniciativa, Alternativa, to je pa nekak višek njegovega osamosvojitvenega delovanja, da tako rečem. To je šlo v samozaložbi. Ja, seveda. On je svoje pičla sredstva trošil. Alternativa maj 78, Iniciativa marec 79, Demokracija maj 80, Akcija junij 81 in Neodvisna Slovenija februar 83. Udba je seveda pozorno spremljala in poročala, kaj je v zbornikih napisano in jih plenila, ko so pronicali v Matico. Tukaj en tak primer, udbovca Veljko Franko, moj sodelavec na mestni občini, šef pravne službe, jaz nisem vedel. In si ga našel sedaj v In dokumentu. potem čez toliko let sem ga najdel kot uslužbenca Udbe. Kdo so bili tile, ki so ga zalezovali? So bili tudi zamejci, mislim, domačini, ali so prihajali samo iz matičnega prostora? Bil je nek kačur, ki se večkrat pojavlja in je prišel z Ljubljane, nisem mogel ugotoviti, kdo je. Potem sem pa Evelino vprašal, hčerko, ker je večkrat prišel in je ona bila na vratih, pa ni bilo jeze doma, pa je rekla, pridite pozneje in tako naprej. In mi je rekla, to je Franček Bohanec. To je pa moj ravnatelj iz Poljanske gimnazije. In jaz sem pa šel gledati Udba net in res piše opuščeni sodelavec, 55.000 šifra, Tako sem prišel na svojega ravnatelja, nekaj zelo blazga človeka, prijetnega, humanista, ampak so ga pošiljali jezi domov, recimo tak primer. Pa je bilo pa v Trstu veliko teh špiclov, Domačih in matičnih. Domači in oboje, seveda. In to je bilo tudi na Goriškem verjetno enako. Pa prisluškovanja, Na Goriškem, seveda. Sod. In v Celovcu. In kje so sedaj vsi ti udbovci? Mogoče so tudi tukaj med. Kje so? Niso še vsi pomrli, Seveda ne. Zdaj je umrl, recimo pred kratkim je umrl Branko Bračko, šef Udbe leta 1984, precej neznan. Branko Bračko je recimo trenutno umrl in on je imel seveda tudi v času svojega šefovanja Udbe, je bil jeza spremljan. Se takrat ta konec njegovega mandata sopada z smrtjo Franca Jezve. Tle on pač piše o teh njegovih zbornikih in prav, kjer zbornik bo odšel naslednje leto. Se pravi, Udba je že vedela, kjer zbornik bo izšel naslednje leto. To je en tak dokument, ki zelo podrobno opisuje te njegove, bi rekel, zbornike. Zakaj te slika se mi zdi nekako simbolična? Iz leta 1981, kot da odpira vrata v slovensko samostojnost. Namreč v teh zbornikih je zajeto bistvo in so nanizane konkretnosti njegovih samotnih, a ne popustljivih in truda polnih hotenih prizadevanj za samostojno, suvereno in neodvisno slovensko državo. Zajeto skupaj je ta niz 5 zbornikov najbolj dodelan program samostojne slovenske države, ki je bil presežen šele z novo revijo, ampak ne številko 57, pač pa 95. številko marca 90, tik pred prvimi demokratičnimi volitvami povojnimi parlamentarnimi v Sloveniji, kjer je na ovitku pod naslovom Samostojna Slovenija v nadaljevanju 41 avtorjev že brez dlake na jeziku skupaj z uvodnikom uredništva in uvodno Demosovo deklaracijo o slovenski samoodločbi obdelalo vsa relevantna področja prihajajoče slovenske nacionalne državnosti. On je bil resnično pred časom. To je ta zbornik Neodvisna Slovenija. Februarja je šla, 12. aprila je Franca Jezva zadela kap. In takrat se je njegovo praktično
ne še dokončna, njegovo aktivno življenje se je praktično takrat končalo. Se pravi, vidite, en mesec preden ne je nekako piko dal lepo, ne, da se je tako šlo. Recimo v tej neodvisni Sloveniji, zakaj meni je to tako padlo v oči, vam bo povedal zakaj. Je tudi, kot poroča Udba, tudi, citiram, nekaj cvetk prav Udba. Naprimer, o novi denarni enoti, on je imenoval celo novo denarno enoto, je rekel, nova denarna enota Penez, ki se bo delila na 100 fickov. Vidite, kako je natančno on, to rekel, ne, natančno predvidel vse atribute državnosti, ker tudi denar je pomemben atribut državnosti. To ni bila cvetka, ampak preroška misel Franca Jeze. V Matici se o uvedbi slovenskega denarja ni javno govorilo. Tega ni, naprimer, v 57 številki Nove revije, pač pa sem to zahteval prvi jaz, zato mi je bilo to tako v oči padlo, prvi jaz v Sloveniji postavil 5. februarja 1988 v reviji Mladina. No, to je pa zadnja draga, ker je še bil v spremstvu soproge, je bil Jeza. Udbo je spremljala Drago pod kodnim imenom Karla, jaz sem o tem napisal debelo knjigo. No, in tukaj piše Udba, Sirčevega predavanja in diskusije se je udeležilo okoli 130 ljudi, med katerimi so bili poleg omenjenih še Franc Jeza, prišel je s pomočjo žene, pred tedni ga zdela možganska kap, in Vinko Biličič iz Italije, France Gorše, kodno zalezovan kot kipar, to je znani slovenski kipar. Iz Avstrije, iz srca Slovenije pa France Bučar, kot smo že rekli, Tikveš, ter Zdravka Kozvek. Vidite, Udbi se zdi pomembno, da politično vodstvo poroča, da je bila na dragi tudi Zdravka Kozvek, se pravi žena preminulega Edvarda Kozbeka. Tako, ne, nekako še mrtve ljudi, oziroma njihove sorodnike so potem poudarjali v teh poročilih političnemu vodstvu, komunističnemu vodstvu, kdo je bil tam. No, ta fotografija je sicer iz Petelinove dvorane, pozneje je bila, mislim, to je bil prvi uvodni dan, ne, Ivo. Ja. Zdaj pa zadnji najdeni tajni dokument, kjer se piše o Francu Jezi. Namreč pomočnik slovenskega notranjega ministra Lovro Bregar je 11. julija 1984 poslal naši komunistični eliti državno tajnostno informacijo o tretji številki Celovškega zvona, citiram. Išla je nova številka Celovškega zvona. No, dalje, konec citata. Potem se Bregarjeva informacija nadaljuje z opisovanjem, citiram, varnostno pomembnejših besedil, konec citata. V tej zvezi je udbovsko komentiran in povzet tudi članek Alojza Rebule, ki je bil zalezovan kot meščan, Osredkar Jambor 2, z naslovom tega članka od Alojza Rebule o Francu Jezi, zanosnemu samohodcu v spomin. In Udba preko citira večino tega članka v tem poročilu o tretji številki Celovškega zvona. Zdaj pa končam. Nasplošno torej ne samo v njem in slovenski tajni politični policiji, pa lahko Francu Jezu povem še naslednje jedke resnične besede. Sramota je, da več desetletij po dejanskem nastanku suverene slovenske države ostaja precej neznana osebnost, čeprav bi že zdavnaj moral stati njegov spomenik v srcu naše države, v Ljubljani, najbolje na mestu, kjer se zdaj šopiri veliki množični slovenski klavec ter protiosmosvojitelj Edvard Kardel, ali pa tam, kjer pozira drug tak tič Boris Kidrič. Namesto tega pa se postavljajo novi spomeniki udbovskemu v duhu Petru Božiču, 2 spomenika v Ljubljani, velikanu slovenske protiosmosvojitve Janezu Stanovniku v Ljubljani in Novi Gorici in še kaj podobnega v posmeh slovenske državnosti bi se našlo, naprimer Turkovo nagrajevanje veleudbovca in nasprotnika slovenske osamosvojitve Tomaža Ertla, vladno dodelitev vojaških pogrebnih časti tajnemu preganjalcu Franca Jeze, veleudbovcu in protiosmosvojitelju Janezu Zemljariču, pogrebne vojaške časti preminulemu zadnjemu premijeru propadle socialistične vlade Slovenije Dušana Šinegoju, ukinitev muzeja osamosvojitve in odpravo nacionalnega dneva spomina na žrtve komunističnega nasilja. Tu bi lahko malce predrugačil Vergilov vers iz Eneide, navajam, toliko truda je stal spočetek rimskega ljudstva, mnogo truda bo še potrebnega za primerno spominjanje na Franca Jezo,
enega izmed spočetnikov slovenske države. Hvala. Hvala za to uro predavanja, si največji izvedenec glede teh dokumentov. Imava še nekaj minut, midva, in potem bova dala besedo publiki. V tem seznamu neravno razveseljujočih zadev, ki ste jih sedaj omenil, bi dodala še eno, in ti kot največji poznavalec nam jo lahko razčleniš, kandidaturo Marte Kos za evropsko komisarko. Zdaj, seveda, to je samo nadaljevanje tega, kar se dogaja. Ne? Ta vlada je proudbovska in proti osamosvojitvi. Povejte mi državo na svetu, ki ukine muzej slovenske, ki muzej svoje ustanovitve, svoje lastne ustanovitve, ta čudež, ki se je zgodil. Katera država v svetovni zgodovini je ali bo kaj takega naredila. To je unikat. To je zgodovinski unikat. Država, vlada, ki zdaj upravlja to državo, ne država je pač nek pojem objektivni, ampak subjektivno. Vlada je ukinila muzej, a ni to proudbovska vlada? Oziroma protiosamosvojitvena vlada. Da da državne časti ta vlada, vojaške časti, proti osamosvojitelju in veleudbašu Janezu Zemljariču. In sem že prej vse to naštel. In zdaj bomo udbovsko kontaminirali še evropsko vlado. Lepo vas prosim. Marta Kos je bila registriran vir slovenske tajne politične policije. Konfident, jaz rečem temu konfident, zaupnik. Ne? In kaj naj še rečem? To je vse, kar lahko rečem. Udbovsko bomo kontaminirali še evropsko vlado. Kako pa bi ti odgovarjal jugonostaldikom? Sedaj vsi tile dokumenti, ki jih ti preučuješ, kaj povedo o sistemu, ki smo ga zapustili leta 90 oziroma 91? Misliš, v kakšnem smislu, ko smo... Kakšna država je to bila? Ja, prejšnja. Ja. Ja, propadla. Mislim, pač bila je nedemokratična, ne, milo rečeno, ne, vse vemo, bilo je povojno stalinistično obdobje, povojni poboji, montirani procesi, delovna taborišča, preganjanje duhovščine, ne, predvsem duhovščine tudi, ne. Potem se je ta spor s Stalinom se to malce umirilo, ampak do konca je ta udba delovala do konca, ne. Ljuba Sirca so 7. maja 90 so ukinili obdelavo utopist Ljuba Sirca, ne. 9. maja. Oni zalezujejo do konca, ne. Potem, gledajte, uničevanje dokumentov se uničuje do 16. maja 90, ko priseže vlada v skupščini, še takratni, ne. Demosova nova demokratično izvoljena vlada, 16. maja se še uničujejo dokumenti. Tajne policije in še tudi drugih. Se je tista znamenita slika iz Mladine, da je 7. maja, ali kako avtomobili, kombi, golfi napolnjeni s papirjem stojijo pred papirnico Količevo in potem je reportaža novinarjev, kako je šlo to po teh tekočih trakovih v papirnato kašo in zraven so stali pa ljudje z odebelenimi suknjiči, ne, se pravi, v njih orožje. Pazili, da ne bi kakšen listek slučajno kdo vzel dol z tekočega traku, ne. Uničevali so sledove predvsem zadnjih let. Največ je uničeno, kot sem že prej dokazoval na primeru Kučana, največ je uničeno za zadnja leta, ker je logično, ker so tisti, ki so zadnja leta vladali, za sabo temeljito počistili. Jaz nimam dobrih besed za prejšnjo državo, ne. Kot sem rekla prej uvodoma, si napisal več kot 20 knjig, koliko jih je sedaj, si še sam verjetno ne veš, koliko jih je. Mislim, da jih je okoli 25. No.
okoli 25 knjig, marsikatera je uspešnica, to delaš že skoraj 20 let. Zakaj se stvari ne spreminjajo? Tudi ko je, ne vem, Rado Pezdir izdal to knjigo Vzporedni mehanizmi, kako je bilo to, pač ta Špeh, tudi njegov z ekonomskega vidika, ko bo išla ta knjiga, ne bo nič tako, kot je bilo doslej in tako dalje, in stvari se ne premikajo v pravo smer. Zakaj je tako? Očitno so še rekel, strukture, ki so zelo močne iz prejšnjega režima ali pa njihovi nasledniki, verjetno tudi neka finančna sredstva iz prejšnjega režima, ki so se pretočila v tujino, pa se morda zdaj vračajo. To je zdaj problematično. To je sicer, Pezdir je veliko tega odkril. Ampak to je težko odkrivati v tujini, kaj se je dogajalo in kako se to pretaka in tako naprej, če nimaš v roki nekega aparata. Tako da jaz vidim določene pojavne oblike, da se v zadnji nekaj dogaja. Jaz nimam udbe, svoje udbe, ne bi hotel imeti svoje udbe, da videl, kaj se v zadnji dogaja, ampak sem prej navedel številne pojavne oblike. In dokler bo večinoma na vladi ljudje, ali vladale vlade, ki ščitijo na nek način prejšnji režim, pa udbo, pa udbaše, pa prejšnje režimske ljudi, seveda, dokler bo to trajalo, bo stvari take, kakšne so. Kdaj pa se je začelo, kdaj je bil tisti ključni trenutek, ko se je ustavila tranzicija? Govorim v teh procesih. Ključni trenutek je bil, po mojem mnenju, to, da je bil Kučan izvoljen za predsednika države. Da ni bil Pučnik, ker je potem ena cela struktura se je ohranila skozi to. Kdo pa hodi na te udbovske pogrebe? Se vidite Kučana, ne? Pa neka ekipa, točno veš, kam spada in kako diha in se pogledajte, zarota molka, tudi v mojih knjigah, v Kučanovi knjigi Delo, Dnevnik, RTV Slovenija, ne boste nič slišali, ne? To so kot glavni mediji naj bi bili, ne? Ampak o tem ne morete nič slišati, ne? Pa to je le knjiga o Kučanu, ne? Tudi dokumentirana, tudi ni negativnih ocen, da tako rečem, ne? Ni ničesar proti knjigi, ampak je, bi rekel, neka zarota molka okoli te knjige, recimo. In tudi drugih, ne samo te. Tudi drugih, ampak nekje so me vendarle povabili tudi na Odmeve, no, ampak so bili drugačni časi. Sedaj Slovenija je v Evropski uniji že 20 let. Zakaj ti podatki, te informacije, vse to ne uspe, da prodre v tujino? Zakaj se ohranja ta ideja o Sloveniji, ki dejansko ni resnična? Jaz mislim, da je Evropa, ki je dosti se ne bi noče vtikati v te, imajo še kup enih problemov, ne, vojna celo, ne, ekonomske zadeve, podnebne spremembe, tako da verjetno ni to nek fokus, da bi se okoli tega oni vtikali v slovensko notranjo politiko. Poglejte, mi imamo težavo, recimo Cerarjeva vlada je zapirala poglavje vstopa kulturnega kako se reče, kulturnega vstopa, kulturnega poglavja, ne, Srbije v Evropsko unijo. Takrat bi mogla Cerarjeva vlada reči. So hodili naši arhivarji v Beograd, pa so tam neki po tistih arhivih, pa so dobivali neke pogodbe iz leta 1913, pa ne vem kaj so se, mislim, pomembno za zgodovino, ampak ključno bi bilo, da bi mi dobili iz Beograda to, kar je arhive zvezdne udbe, ker je pa zvezdna udba, ker je Slovenija ogromno pošiljala papirjev v zvezdno udbo, ker so bile ogromno zvezdnih akcij, ker je sodelovala udba, posebej zvezdne udbe, ker je Slovenija sodelovala, ker je mejila na Zahodno Evropo. Mi smo strašno veliko delali tudi proti hrvaški, srbski, makedonski, albanski imigraciji, slovenska udba, zaradi bližine meje. In takrat bi mogli oni zahtevati, mi ne zapremo tega poglavja, če vam ne dostavite skeniranega arhiva, to ni ben problem tehnični, ne, skeniranega arhiva zvezdne udbe in kosa ljubljanskega vojaškega območja. In bi dobili vse te dokumente. Drugače ne bi mogli Srbi zapreti tega
poglavja o približevanju Evropi. In tega niso storili. Jaz sem na to opozarjal, njih to ni zanimalo, ne, ali niso hoteli, ne. In namesto, da bi zdaj dobili to dokumentacijo, ki je bila tle uničena, pa bi jo iz Beograda nazaj dobili, smo to spustili, to možnost. Ja, ampak ti je uspelo, da so pa arhivi v Sloveniji ostali zaprti. Dva referenduma proti tebi so bila. 3. A 3. Potem, ko je Janševa vlada leta 2006, mislim, odprla arhive, potem je bilo več poskusov, da bi jih ponovno zaprli. Sedaj nekaj minut bi dala tudi publiki, še zadnje vprašanje, jaz bi šla še naprej, ampak dobro, bomo dali publiki. Zakaj se ti odločaš, sedaj knjiga od France Jeze je izjema, ker je šla pri Mladiki, ampak dejansko vse tvoje knjige izidejo pri dobri knjigi, ki je v bistvu ena oblika samozaložbe dejansko. Kaj ne dobiš založbe, ki bi lahko zdržala tvoj tempo izdajanja knjig? Zakaj ne iščeš prispevkov ali ne vem? Zato, ker založba ti vzame 92%, ne? Recimo, to je prvo. Drugo, založba, razen Mladika, moram reči, ne? Smo to Jezo zelo hitro naredili, ampak zato, ker je pač simpozij. Jaz sem šel pri Mladiki, zato, ker je Francija zdaj tržaška zadeva, ne, v bistvu, ne. Zato, ker je Mladika bila soorganizator tega simpozija in zelo važno, da izide septembra, ne. Jaz sem se enkrat aprila, februarja začela o tem pogovarjati in sva to spravila, to je zelo hitro, ne. Sva spravila to par dni pred simpozijem, je knjiga pa šla iz tiska. Prosim? Tudi Karlo, ne, seveda, zato, ker tudi paše v test Karlo, ne. Zakaj pa objavljamo samo založbi? Zato, ker jaz to lahko strašno hitro naredim, ne. Namreč, jaz zbiram dokumentacijo desetletja, ne, potem, ki je pa zbrana, gre pa hiter, ko imaš ti kronološko zbrano dokumentacijo, je v bistvu to sestavljaš kot Lego kocko, no, potem ni več, problem je dokumentacijo zbrati. Veste, vi imate nek arhiv, ki ni zelo jasno katalogiziran in potem morate iskati, ne, in iščete po teh škatlah, ne, kakorkoli je uničenega. Ma kako izgleda tvoje stanovanje, oprosti? Upam, da si v pritličju, da nisi kjego. Ja, drugi štuk, no, ampak to ni problem, ker itak to jaz potem poslikam pa na ključku. A, okej. Nimaš papirja. Ja, imam seveda, pa se to printe, jaz ne moram pol na računalniku delati 4000 strani dokumentov. To je takole zložen, ne, in potem je precej napolnjeno, ja. Tudi pečica je polna. Zdaj, medtem ko povabim publiko, povej nam še, kaj pripravljaš, koliko knjig imaš sedaj tik pred izidom. Najprej bi izdal drugi in tretji del Dela, ker je drugi, to je trilogija, prvi del je šel, ne, pred leti. Ja, smo ga še predstavljali v bratu, že Renato, kdaj je bilo to? Ja, drugi del bo... Kar nekaj let nazaj si obljubil tisto leto. Še vedno temna stran Dela, tretji bo pa svetla stran Dela, ker bom pa opisal ljudi, ki so pa pri Delu bili pod kontrolo Udbe, recimo Alenka Puhara, ne, priloga, Andrej Inkret, prijatelj, Viktor Blažič, Blaž. No, potem je pa seveda tista lista, bi rekel, temnih sil je pa veliko daljša. Mislim, da ima 15 novinarjev, ki so bili zelo vestni ali pa malo manj vestni sodelavci ali pa registrirani viri Udbe. Potem imaš Žebota, dva Žebota. Žebota, drugi, tretji del. Vse osamosvojitelji, ki si prejel. Ja, potem imam Dimitrija Rupla že napisanega, no, tako da to še predalo, ampak ne smem prehiter, ker z komercialnega vidika je to pol preveč, ne. Za posameznik. Mora tudi malo zajeti sapo, ne. Sedaj beseda je vaša, če je kakšno vprašanje, bi rekli, 4 ure imate na razpolago. Mene zanima, če ste pri vašem delu mogoče odkrili kakšne dokumente, pisne ali pa tudi ustne, v zvezi z Udbo, Kučanom, Izabegovičem in tem, ko so v vezi z orožjem takrat pomoč Bosni.
ta džing-džic, pa te zadeve. A ste mogoče našli kakšne zapiske, kakšne bilo kakšne koli dokumente o tem? Hvala. Ne, ne. Zelo kratek odgovor. Nič. Bi objavil, če bi to najdel. Ne. Branko tukaj Šutila. Bi vas vprašal, ste rekel, da je ključni dogodek so bile prve volitve, ki je Milan Kučan bil izbran. Ampak takrat se je dogodil atentat na predsjedniškega kandidata Ivana Krambergera. A boste kaj o tem kaj raziskali ali povedali o tistih naših prvih volitvah? Ne, ker jaz imam udbovski arhiv je do leta 90. Ne. Potem 16. maj, od takrat naprej je arhiv udbe, oziroma pozneje že varnostno-obveščevalne agencije, zaprt. Kramberger je bil ubit leta 93, ne vem točno katerega leta, po tem dogodku. Ne. Ampak Kramberger ni imel nikoli šans, da zmaga kot na predsedniških volitvah. Ne. Je vodil na tabeli, ko so delali raziskave. Imel je 17%, Kučan je baje imel 15%. So bile volitve, se je Kučan zmagal, ne, Pučnik je bil drugi. Vem. Ko so bili nastopi ta prvi, so delali raziskavo in je on vodil. Ne, na prvih volitvah je zmagal Kučan. Na drugih. Pred volitvami. Ja, Anketa, no? to ne vem, ampak se ne spomnim, ampak Kaj se spomnim tega? mislim, da nikoli ni vodil na anketah. Itak je dobil nekako 15-17% na volitvah. Ne. Pučnik je dobil, ne vem, Kučan je dobil skoraj 50, Pučnik nekaj manj in pa je bil v drugi krog. Seveda je prišel do volitev. Seveda je prišel do volitev. Ni bil ubit pred volitvami. Vse o tem so bile že napisane knjige. Bili so Demšar. Dober večer. 4, ne, so dobili nekaj. Koliko je dobil takrat? Dober večer. Dobro. Eno vprašanje. Popravite me, če se motim. 74. Ko se je preoblikovala Jugoslavija iz FRJ-ja v SFRJ, če se ne motim, popravite me, če se motim, je bilo v ustavi zajamčena možnost, da bi se posamezna republika lahko razglasila svojo samostojnost. Ne, pravica za samoodločbe je bila. Ja, kje je pa razlika? Prosim? Kje je pa razlika? Kje pa kaj? Kje je razlika med samoodločbo in samostojnostjo? Ja, da so interpretirali, da se samoodločba lahko razglasi, če so zato vsi ostali, če je večina v Jugoslaviji za to, ne? Eno mnenje ali pa vprašanje imam. Torej, vsaka država ima eno službo državne varnosti. Pa recimo v načelu, da je to normalno, prav, ker ni države, ki te službe ne bi imela. Problematično je takrat, kadar se ta služba zlorabi. In mene zanima recimo v primeru naše udbe, ki je pač zelo na slabem glasu, ko slišimo mi to ime, se pač stresemo, katere so tiste največje zlorabe te službe v udbe, recimo za časa Jugoslavije, za časa Slovenije. Recimo bom vprašal umor
Krambergerja, je mogoče to pripisati Udbi, po mojem ja. Pa bili še taki razno razni umori, ki so pač mejijo zločin. Dve stvari so. Služba je potrebna, vsaka normalna država jo ima, ampak problematična je zloraba te službe. Po 90 let Udba je ni več v tem smislu tajne politične policije. Jaz mislim, da kar je večina udbašev so bili itak zalezovalci, prisluškovalci, tipkarce in tako naprej. To je vse šlo v pokoj. To niso ljudje, ki so imeli kakšen velik vpliv. Ostala je pa neka elita, ki je predvsem gospodarsko bila verjetno močna, ker je Pezdir v svoji knjigi povedal, da so samo iz portoroškega kazinoja v nekaj letih spravili v tujino v današnjem denarju 300 milijonov evrov. To so veliki denarji. Pa verjetno, če še Gorico prištejemo, je to še veliko več. Pa še kakšne druge transakcije in tako naprej. Tle je bolj, rekel, ta ekonomski vidik je bolj zaskrbljujoč, ker ko je prišla Demosova vlada, Udba ni več bila politična policija. Ni bila več politična policija. Potem je itak danes naša, ta Sova je v bistvu pod predsednikom vlade, urad predsednika vlade. In ona ne deluje politično, saj ne da bi jaz vedel. Zdaj, umor Krambergerja, Udba, tisti, ki ga je ubil, ne bi ga ubil, je bil obsojen, je odsedel in ta ni bil udbaš. A ga je on ubil ali ga ni on ubil, jaz tega ne vem, nima nobenih dokumentov, zdaj niti sodnih papirjev ne poznam. Ta primer me ni nikoli zanimal, ker je po tistem datumu, jaz se raziskujem do leta 90. Tle imam dokumentacijo arhivsko. Naprej je pa policijska dokumentacija, pa sodna dokumentacija, če koga to zanima, si lahko pogleda. Se pravi, so bile knjige o tem napisane in članki. O prav Krambergerjevem umoru. Pred kratkim je šla knjiga Igorja Kršinarja, novinarja, reporterja o tem umoru. Oziroma, ja, umoru Krambergerja. Gospod Omerza, vi ste bil nekaj časa tudi kratek cajt direktor službe družbenega knjigovodstva. Sem bila tudi jaz včasih tam v službi 7 let in me zanima vaš pogled na to inštitucijo. Zato, ker vidim, da ogromno ljudi danes tako žaluje za ukinitev službe družbenega knjigovodstva. Moje mnenje je sicer drugačno. Jaz sem delala v analizah in sem občutek, da sem bila sama sebi namen. Predvsem se mi je zdela to zelo invalidna organizacija. Ta plačilni promet je zajemal samo notranji plačilni promet, medtem ko plačilni promet s tujino je bil v bankah, državnih bankah. A je tudi tam imela primat Udba, da ni bilo to v SDK-ju. In drugo še eno anekdoto vam povem, tudi vašo z Udbe, tudi mojo, in to leta 1991 v Splitu, kjer so me pozdravili na recepciji hotela z imenom in primko. In to je bil Kosovc, Hrvat, v HDZ-ju, v Gardi, ki je služboval v Šempetru, zadolžen za občino Nova Gorica. In nas je poznal do v bistvu vse. No, kar se tiče SDK-ja, plačilni promet notranji bil izvrsten za tiste čase. Kar se tiče pa, rekel, inšpekcijskih služb, so le pa one varovali družbeno lastnino, ki potem ni bilo več. Problem je bil ta transformacija družbene v privatno lastnino. Takrat se je verjetno veliko nečednosti zgodilo, ampak tudi zakonodaja je bila zelo pomanjkljiva. Tako da za mojega časa, pa pozneje, ko sem že odšel, je okoli 2000 inšpekcijskih pregledov bilo tega lastninjenja. In potem je šlo veliko tega na sodišče in je javni tožilec Drobnič, ki ne moramo reči, da je bil levi ali pa komunistični, je bil drugega kroga, je rekel na vladi, da so te ovadbe SDK manj vredne kot papir, kot toaletni papir. Zdaj, zakaj je temu bilo tako? Da je prišlo do te, bi rekel, divje privatizacije. Vsi tako mislimo, da je bilo nekaj tle narobe. Zato, ker jaz mislim, da je bilo tudi
zakonodaja ni temu sledila, tem transformacijam družbe v privatno lastnino in SDK tle ni imela kakšne pomembne vloge, ker ona je mogla delovati zakonito. Ne? In ona se je pretvorila v davčno upravo. Jaz mislim, da je davčna uprava kar danes efektivno v Sloveniji, imam tak občutek. No. Jaz sicer ne delam več v podjetništvu, ampak mi govorijo, da so zelo strogi, da so zelo jasna pravila že postavljena. Tako da davčna uprava je pač nadaljevanje tega inšpekcijskega dela službe družbenega knjigovodstva, ki je pa seveda gledala pa družbeno lastnino. To je zdaj čisto drugačen, druga zadeva okoli davčne uprave, kot je bila prej. Tudi SDK ni pokrivala obrtnikov, ne, v Jugoslaviji. Ni pokrivala, kot ste rekli, zunanjega plačilnega prometa. Ne. Tako da so bile te transformacije, ki so bile po moje čist organske, ne, ker se je družba spremenjala, se morajo spremenjati tudi njene institucije. Je bilo to uspešno, neuspešno. Sigurno ta privatizacija ni bila za zgled, tako rečem, no, ne, milo rečeno. Prosim? Ne vem, ne je mandat potekel, ne, ali je bila ja, ampak ona je bila kar lovila te privatizacije, sam na sodiščih pa te ovadbe niso šle skozi. Prosim? Jaz bi rekla, da bi lahko večer tu zaključili, ker je že 1:30 ura, kot bi rekli v Ljubljani, pri nas se reče, da je 1:30 že ura šla in lahko je priložnost še za pogovor potem ob kozarčku, ko se bomo ustavili zunaj. Igor, hvala za ponovno obisk v Novi Gorici, še te bomo vabili, ker še boš izdajal knjige, ampak ne glede na to si največji izvedenec za to ključno tematiko. Poleg še že večjih hudbovcev. Zdaj boš podpisoval knjige, ki so na razpolago, ne samo knjiga o Francujezi in Milan Kučan in Udba, ampak tudi druge knjige so tam. Avtor je na razpolago. Vanda pa bo sedaj povedala, kateri je naslednji večer iz našega niza. Povedati. Kdaj in kdo? Torej, 13. novembra bomo tukaj imeli Marka Rijevca, ki bo predstavil svojo knjigo. 13. november. Naslednje vabilo bi bilo tudi za tiste, ki ste zainteresirani v Cerkvi Kristusa odrešenika, je ta trenutek razstava o Andreju Gosarju. In ste vabljeni po mašah zvečer, zjutraj ali pa ob nedeljih. Lepo vabljeni. In tretje, sedaj se ustavite, se bomo podružili. 13. november pa tukaj Marko Rijevec.